Dvorano prihajata profesor dr. Andrej Janeš, prejemnik priznanja Jabolko navdiha, in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni se pričenja slovesnost ob uročitvi priznanja Jabolko navdiha. Na podlagi 3. člena pravilnika o priznanjih predsednika Republike bo predsednik Borut Pahor uročil priznanje Jabolko navdiha. Za izjemne in prelomne dosežke pri zdravljenju sladkorne bolezni prejme Jabolko navdiha profesor dr. Andrej Janeš. V letu, ki ga zaznamuje pandemija nove koronavirusne bolezni, se ljudje še posebej zavedamo pomena zdravja in nepogrešljive vloge, ki jo imajo zdravniki in zaposleni v zdravstvu. Njihova predanost pacientom je trden steber skupnosti, ki ljudi navdihuje z upanjem v moč življenja. Tak zdravnik je profesor dr. Andrej Janeš. Srčen človek, predan svojemu poslanstvu in pacientom, neutrudljivo išče odgovore na vprašanje, kako pomagati ljudem, da bodo lahko živeli polno in lepo življenje, v katerem je bolezen sopotnica in ne nepremostljiva ovira. Ko je profesor dr. Andrej Janeš pred nekaj več kot 10 leti prevzel vodenje tedaj majhnega kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, je organiziral dobrodelni koncert ter tako zbral sredstva za ureditev novih prostorov. Leta 2009 je bil pobudnik in ustanovitelj mednarodnega kongresa ADIT, največjega strokovnega združenja diabetologov za odrasle v tem delu Evrope, ki ga je kot predsednik programskega odbora vodil 10 let. V tem času se je klinični oddelek pod njegovim vodstvom razvil v sodoben in mednarodno priznan center zdravljenja in raziskovanja in je Slovenijo postavil med vodilne države na področju diabetologije. Pod vodstvom profesorja dr. Andreja Janeža so bili slovenski raziskovalci velikokrat prvi in najboljši. Leta 2014 so z inovativnim načinom proučevali povezave reproduktivnega in presnovnega sistema ter pri tem kot prvi na svetu uporabili zdravilo, ki se je izkazalo za učinkovito pri zdravljenju debelosti. Leto 2020 pa ni zgolj leto nove bolezni, je tudi leto novih zdravil. Kot eden tehtno izbranih strokovnjakov je profesor dr. Andrej Janeš sodeloval v kliničnem testiranju novega inzulina za osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, pri katerem so potrdili, da zadostuje le en odmerek tedensko namesto sedanjega dnevnega odmerka. To je epohalen dosežek v svetovnem merilu in doslej največji uspeh profesorja dr. Andreja Janeža. Obenem je to tudi potrditev odličnosti raziskovalne dejavnosti kliničnega oddelka, ki ga vodi. Izjemni uspeh je bil septembra 2020 opisan v reviji The New England Journal of Medicine, najuglednejši znanstveni publikaciji na svetu na področju medicine. Profesor dr. Andrej Janeš je kot eden glavnih raziskovalcev pri kliničnem testiranju novega inzulina in vodja izobraževanja drugih raziskovalnih centrov v Evropi naveden kot eden glavnih avtorjev članka. Vztrajnost in znanstvena odličnost sta profesorja dr. Andreja Janeža uvrstili med vodilne strokovnjake za zdravljenje sladkorne bolezni na svetu, klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni v UKC Ljubljana pa se je pod njegovim vodstvom razvil v enega najodličnejših diabetoloških centrov. Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni je zato Jabolko navdiha priznanje profesorju dr. Andreju Janežu za njegove izjemne in prelomne dosežke pri zdravljenju sladkorne bolezni ter izraz hvaležnosti za vse, kar je kot predan zdravnik in neustrašen raziskovalec naredil za svoje paciente in ugled Republike Slovenije v svetu. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, cenjeni auditorij, iskrena hvala za podeljeno priznanje. Prejeti Jabolko navdiha je velika čast in odgovornost,
Ne gre le za osebno priznanje, gre za priznanje inštitucij, v kateri sem se šolal in v kateri delujem zadnjih 24 let. Gre za priznanje timu, ki ga vodim. Leto 2009, ko smo širili našo ambulantno diabetološko dejavnost, smo se zavezali, da bomo našim bolnikom omogočili kakovostno zdravljenje. Predano timsko delo kolegov se zrcali v več kot 27.000 ambulantnih pregledov letno. Predvsem pa se odraža v zadovoljstvu naših bolnikov in medsebojnem odnosu, ki temelji na zaupanju. Vključenost Slovenije in UKC Ljubljana v raziskavo novega inovativnega inzulina je veliko priznanje za inštitucijo, za našo kliniko. Spoznal sem, da brez lastnega raziskovalnega dela, dobre klinične prakse, vztrajnosti, številnih ur dela in odrekanj ter dobre uigranosti celotnega raziskovalnega tima naše klinike, nam to ne bi uspelo. Ta dosežek nam daje zalet in samozavest, da bomo sladkornim bolnikom omogočali še naprej vrhunsko, kvalitetno zdravljenje ter skrbeli, da bodo najnovejša zdravila, inzulin, kot tudi sodobna tehnologija vsem bolnikom v Sloveniji dostopni. Spoštovani predsednik, iskrena hvala za to priznanje. Želim vam vse dobro. Vse se bo izteklo v redu. Na tem je zgrajen svet. Hvala za to priznanje. Ostanimo zdravi. Spoštovani gospod profesor, sprejmite najprej še enkrat po tej poti osebno moje najbolj iskrene čestitke za vaše dosežke, zlasti tega v letošnjem letu. Prav tako prenesite, prosim, iskrene čestitke vsem, s katerimi ste pri tem dosežku sodelovali. Izkoriščam pa, gospod profesor, to enkratno priložnost, da se preko priznanja vam zahvalim prav vsem v znanstvenem in zdravniškem svetu, tako pri nas kot globalno, ki si prizadevajo na ta in drugi način reševati človeška življenja. Jaz zelo verjamem v znanost, verjamem tudi v to, da zdaj zlasti po svojih najboljših močeh išče načine, da bi končala to pandemijo. Vendar seveda vse zdravstvene skrbi niso povezane samo s to pandemijo. Ta hip zlasti in mislim, da delimo vsi navdušenje svetovne javnosti, da smo zelo blizu cepivu, ki bo dosegljivo vsem in bo morda rešilo večino težav, s katerimi se soočamo danes. Toda COVID-19 ni edini zdravstveni problem, obstajajo tudi številni drugi. Obstajajo bolniki, ki imajo druge težave in danes želim, da preko tega priznanja sprejmejo zahvalo tudi vsi tisti znanstveniki, zdravniki, zdravstveno osebje, ki skrbi za bolnike z drugimi boleznimi. Ko sem prej rekel, da zaupam v znanost, pravim tudi, da zelo zaupam zdravnikom in zdravstvenemu osebju. Jaz sem se jim bil z jabolkom zahvale že oddolžil na nek način v imenu države in v mojem osebnem imenu za izjemne napore, ki jih zdaj imajo na svojih ramenih v soočanju z COVID-19. Ni pa COVID-19 edini zdravstveni problem, so tudi drugi, za znanost in za zdravnike. Naj prosim, sprejmejo izraze moje velike hvaležnosti in hvaležnosti države prav vsi, ki danes kakorkoli skrbijo za tiste, ki imajo zdravstvene probleme, bodisi v bolnišnicah, v ordinacijah, v domih za starejše občane ali doma. Vaše delo, gospod profesor, vaš dosežek, izjemen, ultimativen letos, pa je dokaz, da tudi slovenska znanost lahko seže na svetovni znanstveni Olimp, da pri nas
rastejo znanstveniki, ki so v stiku in pred njim z svetovnimi dosežki, to vse v nas vliva nek optimizem. Ne morem povedati, kako sem prepričan, da ljudje ta optimizem in vero v to, kar ste na koncu vi rekli, potrebujemo. Seveda je težko. Morda bo še težje, kot se zdi ta hip, vendar na koncu bomo zmogli. Zato, ker si bomo pomagali in ker bomo skrbeli en za drugega. Seveda bodo tudi drobne napake in spodrsljaji, ampak v nas je toliko dobrega in plemenitega, da to na koncu mora zmagati. In če še ni, to pomeni, da samo še ni konec. Gospod profesor, sprejmite še enkrat iskrene izraze moje hvaležnosti in čestitke.